Lepo pozdravljeni. Danes si bomo malo bolj natančno pogledali besedne korene. Razlago tega sem že začel v spletni učilnici, ampak tukaj bomo imeli 3 praktične primere in rad bi vam pokazal, kako se tega lotimo. Besedne korene oziroma to znanje je dobro poznati, zaradi tega, ker nas dela bistveno bolj spretne uporabnike jezika. Zaradi tega, ker opazimo, da besede izhajajo iz istih osnovnih gradnikov, iz istih ceglov, če hočete, ne, oziroma še bolj natančno iz istih korenov. Torej, besedni koren je osnovni nosilec pomena v neki besedi. Vse ostalo, kar je v besedi, razen tega besednega korena, so samo pripomočki, da mi napravimo besedo, ki jo hočemo napraviti. In tukaj si bomo pogledali samo 3 besede. Prva bo ozvezdje. No, ozvezdje, besedna vrsta besede ozvezdje je kaj? Bitje, stvar, pojem. No, kam bi to dali? A je to stvar ali je pojem? Ozvezdje. Ne vem, če je stvar ali je pojem. Gotovo je pa samostalnik, ne? Okej. In če pogledamo to besedo, kateri koren bi lahko v njem znotraj določili? Kateri je tisti osnovna enota, ki ima pomen? Ozvezdje. Torej, ta koren bo zvezd. Zvezd. Ne zvest, zato ker zvest pomeni nekaj čisto drugega. In poskusimo napraviti iz besednega korena zvezd nekaj novih besed. In če rečemo majhna zvezda, bi lahko bila zvezdica. Potem zveza nekih zvezd je zvezdje ali ozvezdje. In recimo nekdo, ki gleda zvezde, bi bil zvezdogled. No, pri prvem primeru lahko vidimo, da smo besednemu korenu dodali nekaj zadaj. Ne bom vam kompliciral stvari s tem, da bi to poimenovali, zaradi tega, ker ni pomembno. Dodali smo neko pripono smo dodali zraven in za 6. razred je to čisto dovolj. Potem pri drugi besedi, zvezdogled, tukaj je dodano več. Dodan je ta o in na koncu je dodan še en besedni koren, ne. Podobna beseda bi recimo bila daljnogled. Zvezdogled. Vidite? To je precej že daljša beseda. In v besedi ozvezdje dodamo na začetku nekaj in na koncu nekaj in dobimo spet novo besedo. A si kdo lahko spomni besedo iz tega besednega korena, ki bi bila glagol? Jaz si ne morem. Lahko bi bila kakšna moderna beseda. Potem poglejmo drugo besedo, zaledeneti. Torej, besedni koren v besedi zaledeneti ne more biti nič daljši samo od besede led. In tudi beseda led obstaja, ne, led, ice, ne, obstaja, ampak to je hkrati besedni koren. To pomeni, da beseda led je že sam koren, že sam po sebi. In potem bomo napravili nekaj novih besed zraven.
Recimo, recimo, poletje radi jemo, sladoled, sladoled. Vidite? S katero besedo bi lahko tukaj že, ki jo vidite, povezali besedo sladoled? Ja? Z besedo zvezdogled. Nekaj podobnega je. Besedni koren je led. Potem dalje še kakšen primer. Recimo, podobno besedo kot zaledeneti bi recimo napravili poledeneti. In smo spet okrog tega besednega korena sestavili neko novo besedo. Potem dalje. Točka, kjer zaledeni voda, se napravi spet direktno iz besednega korena ledišče. Okay. In tam v tisti razlagi na GoFormative imate posebej opozorjeno, da je treba paziti, da ne delamo besed, pri katerih je del besede podoben našemu korenu, ampak v bistvu pa nima tega pomena. In recimo, takšna beseda bi bila gledalec. V besedi gledalec nesporno imamo tudi znotraj led, ampak ta del besede led nima nobene veze z našim korenom, ki pomeni led kot trdno obliko neke tekočine. Ampak je sam po sebi del besednega korena gled, ki pomeni gledati, v tem smislu gledati. Se pravi, besedo gledalec označimo s to pa ne sme biti zraven. Zaradi tega, ker besedni koren te besede je gled in ni led. In beseda gledalec nima z ledom nobene povezave. In potem si bomo še ogledali koren dež, ki ga izluščimo iz besede dežek in ga tudi zapišemo na takšen način. Se pravi, iz besede dež bi lahko napravili recimo samostalnik dežel je. Potem, s čim se branimo pred dežjem? Z dežnikom. Dežnik. Tudi to je kot besedna vrsta samostalnik. Potem bomo napravili še kakšno besedo, ki bo pridevnik. A se kdo spomni, preden bom povedal jaz? Ki se tiče dežja, deževen. Deževen. Ja? Ok, lahko bi se še trudili in bi dali še druge besede, ampak za zdaj ni potrebno. Mislim, da ste dobili že sliko, kako se to dela. No, bomo pa dali še en prepovedan primer, ki ga ne smemo upoštevati kot primer iz te skupine, iz te besedne družine. In to bi bil gradež. Tudi v besedi gradež imamo ta besedni koren, dež. Ampak to ne more biti pravilen primer, zato ker je beseda gradež prihaja iz italijanskega mesta, iz mesta, ki je dandanes italijansko in se imenuje
gradež, kot rečeno, gradež. S tem, da besedni koren besede gradež nikakor ni dež, ampak je grad, graditi, graditi, in iz tega pride beseda gradež. Torej, spet imamo primer besede, v kateri najdemo notri dež, ampak ni primer besedne družine iz besednega korena dež. Upam, da vam je zdaj glede tega vse jasno ali skoraj vse jasno, in se vidimo naslednjič.